Verjetno vam ne rabim posebej predstavljati tegale avtomobila. Opel Insignia je na trgu že skoraj 2 leti, v tem času pa so jih prodali več kot 230 tisoč. Še lepše pa je, da je veliko teh kupcev novih pri Oplu. Očitno jim je tako všeč nova oblika. Na predstavitvi v sosednji Italiji nam je šef oblikovanja Andrew Dyson pokazal, koliko pozornosti so zato namenili dodatni ponudbi, kot je tale notranjost, imenovana Indian Summer, indijansko poletje. Navdih iščejo v vsakdanjih in modnih stvareh, posvetijo pa se tudi takšnim podrobnostim, kot je logotip v sedežu. In s podobno strastjo ter pozornostjo, kot se mladi oblikovalski tim pri Oplu loteva oblikovanja, se ladjedelnica Barberis loteva obnove in popravila čolnov Riva. Sicer je ravno sredi prenove, ampak so nam na hitro pokazali, kako je pri njih hkrati kakšnih 80 čolnov v delu. Tukaj vidite recimo Aquaramo s 350 konji, ki je bila čisto razbita, sedaj pa je že skoraj končana. Barvo nanesejo kar 23 plasteh, da je res obstojna in odporna na vse vremenske neprilike. Ampak je večina teh čolnov tako pregrešno dragih, da se bom raje nazaj posvetil Insignii. Tole je najnovejši model Insignije in sploh prvi Opel z dizelskim motorjem in 4-kolesnim pogonom. To so zahtevali kupci in Opel jim je ustregel. Motor ima 2 litra delovne prostornine ter 118 kW, pogon pa v le 80 tisočinkah sekunde prenese navor na par koles, ki ima manj oprijema. Še posebej dobro se kombinacija obnese pri vleki prikolice, ker se moč motorja enakomerno razporeja na podlago preko vseh koles. Izvlečljiva kljuka je lepo skrita pod avtomobil, da ne kvari elegantne podobe, avtomobil pa je krasen za prevoz takšnega 4-kolesnika ali kaj težjega, kot je prekrasna Riva. In najlepše je to, da je del serijske opreme sistem TSA, nadgradnja ESP-ja, ki pomaga stabilizirati tudi prikolico. Na poligonu sem to lepo preizkusil in se prepričal, da zadeva deluje. Problem je, ker se prične prikolica včasih nevarno pozibavati, kar lahko pelje v poplesavanje po cesti. Takrat poskoči sistem z zaviranjem posameznega kolesa in uspešno umiri zadevo ter prepreči marsikatero nesrečo. Sedaj bom zadevo preizkusil na poligonu. Težava je v tem, da včasih, ko zapeljete iz viadukta ali pa iz tunela, zaradi bočnega vetra začne prikolica poplesavati. In takrat vskoči sistem, ki zavira posamezno kolo in jo umiri. Takole, čisto nobene težave. Sedaj pa še slalom. Bom videl, če mi jo bo sedaj uspelo vršiti iz stabilnosti. Čisto nobenih težav ni. Prikolica sledi kot namazana. Insignia je očitno šele dobro zaživela, ampak jo bo ob takšen tempu težko kdo premagal. Ja, če si pa še prevrniti ne dovoli.